Jaz imam pa hiško. Jaz imam pa hiško. Pa tako. Pa se slikati tako, pa tako, pa tako. Pa na vrata potrkam tako, pa tako, pa tako. Pa se čevlje obrišem tako, pa tako, pa tako. Jaz imam pa hiško. Tako, pa tako. Pa se slikati tako, pa tako, pa tako. Pa na vrata potrkam tako, pa tako, pa tako. Pa se čevlje obrišem tako, pa tako, pa tako. Jaz imam pa hiško. Tako, pa tako. Pa se slikati tako, pa tako. Ampak zdaj bomo pa skupaj zmolili, tako čisto preprosto, potem, ko hezamo, pa še nekaj zapeli. Oziroma ne, bomo že zdaj zapeli, pa potem, ko hezamo, pa še zaplesali. Tako pa zdaj v tišini, zdaj pa v tišini, malo zapri oči, pa malo se poskusaj spomniti, kako si danes vstala, kako je lepo bilo spati. Pa te pa prebudi nekdo, te nekdo pokliče. Kdo vas je poklical danes? Ja, mene je sestra Gražena, že od 5 naprej, Jožko. No in se poskušaj tega klica spomniti in se zahvali za ta klic, da te je poklical jutro, po tej osebi te je tudi Bog poklical. In rečemo, tebe, ljubi stvarnik moj, ki si ohranil me nocoj, tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti. Pa še rečemo, sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. In zdaj bomo pa svetniki zapeli eno pesem, ki jo bomo jutri pri maši, pa se moramo danes že malo naučiti. Gre pa takole, vstanemo in gre takole, zdaj lahko takole naredim. Takole, zapoje se, dve kitici sta, evo, bravo, Marjan, ja, danes, 3 kitice bomo naredili, takole gre. Aleluja, Jezus me ljubi, aleluja, Jezus me ljubi, aleluja, Jezus me ljubi, aleluja, Jezus me ljubi. To je prva kitica, druga je pa tale. Zdaj se pa samo takole v krog vrtiš. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, pa v drugo smer. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi. Zdaj pa druga kitica ima podaljšek. Jezus te ljubi. Aleluja. Pet, v pare morate jeti, v pare morate jeti. Par, dva, to sta dva. Pa greš takole. Aleluja, pa, Jezus te ljubi. Aleluja, Jezus te ljubi. Aleluja, pa, Jezus te ljubi. Aleluja, Jezus te ljubi. Druga kitica dodatek ima takle, zahaklaš se, to je polka hakel. Polka hakel, imaš.
Jezus te ljubi, Jezus te ljubi, zabijaš, Jezus te ljubi, Jezus te ljubi. Dragica, drugi dodatek. Jezu, aleluja, Jezus nas ljubi, aleluja, Jezus nas ljubi, aleluja, Jezus nas ljubi, aleluja, Jezus nas ljubi. Zdaj pa gremo tako, se prijemate vsi za roke. Pa naredimo tako, kot Luka dela. Tako, pa gremo. Jezus nas ljubi, Jezus nas ljubi. Jezus nas ljubi, Jezus nas ljubi. Super, to moramo vaditi do jutri, bomo to pri Maši pelje, v redu? Vi te pomagali. Zdaj pa za blagoslov, da bomo en lep oratorij imeli tale dan, starši in mi otroki, pa naredi še križek levemu pa desnemu sosedu za načelo, da bomo se imeli lepo. Evo Luka sestro, sestra Luka, blagoslovljen dan. Iza, zdaj sem jaz. Zdaj, ne vem, če igralci že vejo, da morajo priti na oder, tako da vas prosim za pomoč, pa jih bomo na 3-4 zdaj poklicali. Igralci, a ne? 3-4 zdaj. Pa ponavadi to ne dela glih čisto prvo, tako da je treba še enkrat probati. 3-4 zdaj. Aha, vidim, da že nekdo prihaja. No, dajmo mi zdaj tlekaj še venček narediti. No, dobro, naredimo zdaj mi te venčke, da bo to to. Živijo, doma sem! O, Krito, kak je bilo na verovku? Ful je bilo dober. Danes sem se malo prej spustila, ampak za nalogo smo pa dobili, da moramo napisati, kaj je to adventni čas. Ampak res nimam pojma, kaj bi to bilo. O, adventni čas. A veš, to je takrat, to je najboljši čas v letu. To je takrat, ko pride Miklavž, pa prinese darila, pa z mami pečemo piškote, pa sneh kidamo zatijem, pa pijemo vročo čokolado. To je najboljši čas. Ja, se to je vse res. Res, da v adventu dobro jemo, pijemo, pa da se imamo fajn. Ampak v adventu so bolj pomembne še druge stvari, kot molitev, da pomagamo drugim, dobra dela. Veste kva, če bi vam jaz to raje povedal zgodbo. A ste za? Ja! No, ta zgodba se pa začne, ko je angel Gabriel obiskal Marijo. Zdravljena Marija, Gospod je s teboj. Ne boj se, Bog te je izbral. Spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. On bo Božji sin. Ampak kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? Sveti Duh bo prišel nate. Poglej svojo sorodnico Elizabeto. Čeprav je že stara, pričakuje otroka. Kajti Bogu ni nič nemogoče. Glej, Gospodova slušalnica sem. Zgodi se mi po tvoji besedi. Vidite Marijo, kako moli. Kljub temu, da je bila prestrašena in da ni imela moža, je zaupala Bogu. Tudi mi bi morali zaupati, da nas bo odpeljal po poteh, ki jih je on izbral za nas. No, to pa še ni konec zgodbe. Najbolje, da se odpravim k Elizabeti. Če je noseča, bo zagotovo potrebovala mojo pomoč.
Blagoslovljena ti med ženami, Marija. Ko sem slišala tvoj glas, se je dete v mojem telesu zganilo od navdušenja. Moja duša hvali Gospoda, ker je tako dober. Čeprav sem majhna in ponižna, se je obrnil name. Je zelo usmiljen in drži svojo obljubo. Elizabeta, prišla sem, da ti pomagam. Verjamem, da je nosečnost v tvoji starosti zelo težka. Joj, hvala ti, res bi mi prišla prav pomoč. A greve pomoč koze? Ja. A ste videli, koliko je bila Marija prijazna? 3 mesece je bila pri Elizabeti ni pomagala. Tudi mi bi se mogli zgledovati po njej, da tle, ki pričakujemo Jezusov prihod, da smo čim bolj prijazni, da pomagamo drugim, pa da smo radodarni. Ampak Kati, kje je pa v tej zgodbi Jožef? A ni on bil od Marije mož? A ja, se res Jožef, no, še dobro, da si vprašal. Pa poglejmo. Včeraj sem videl Marijo in njen nenavadno velik trik, kar pomeni noseča je. Toda, ker še nisem poročena, mora biti otrokov oče nekdo drug, ne jaz. Joj, kaj naj storim? Mogoče jo bi lahko na skrivaj odslovil. Ja, to bo naredil. Najprej pa bo malo zadremal. Ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene. Spočela od svetega duha in porodila Jezusa. On bo odrešil svoje ljudstvo. Wow, kakšne sanje! Zaupamo to, kar je povedal angel. Marije ne bo zapustil, ampak jo bom vzel za svojo ženo. Ste tudi vi pri Jožefu prepoznali kakšne dobre lastnosti? Ja, tudi on je zaupal Bogu, tako kot Marija. Pa videl se je, da ima Marijo rad, zato ker ni hotel osramotiti. Ja, če spromeš, zaupanje Boga ste ga pripeljala k pravim odločitvam. A ste videli, koliko je on ljubil in zaupal Mariji? No recimo, kak bi vi nekomu pokazali, da ga imate radi? Ne vem, jaz bi na primer Ratiju naredil sendvič, ki ga ima najbolj rad. Ali bi pa, ne vem, mami na primer odprl vrata, ko pride iz trgovine, pa ima obeh rokah vrečko. Ja, jaz bi pa mami pomagal posodo pomiti, patju skidati sneg. Jaz imam pa še eno dobro idejo. Kaj pa, če bi šli obiskat tata pa mamo, ko že dolg cajta nismo bili por njima? Ja, to je ful dobra ideja. A gremo že zdaj? Vem, če lahko tudi jutr naredimo. Ok, pojmo. Ja, gremo. Hvala lepa za besedo. Evo, dragi otroci, kakšno zgodbo smo zdaj slišali? Kakšna je bila to zgodba? Adventna zgodba. O kom pa je bila ta zgodba? O Mariji. O Mariji. In o kom še? In o Jožefu. In kdo je bil še tretji glavni igralec? Angel, poslan od Boga. Odkje pa je ta zgodba prihaja? Kje so naši animatorji našli to zgodbo? V Svetem pismu. In kaj je bilo, kako bi lahko obnovili to zgodbo? Kdo je bila Marija? Mati od Jezusa. Ampak še preden je bila mati, kaj je bila ona? Ena punca. Ena punca. A je bila verna punca? Kako pa to vemo? Molila je. Videli smo, da je molila. Ona je bila verna punca. A je poznala ona Boga? Poznala je Boga očeta, seveda. A je Jezusa tudi poznala? Takrat še ne, ampak potem ga je spoznala, pa Svetega Duha tudi. Molila je.
kako pa je ona sprejela, jo je nekdo poklical, Marijo? Kdo jo je poklical? Angel jo je poklical. In kaj je rekel? Kaj je rekel angel Mariji? Še prej, kaj je rekel? Živjo, živjo Marija, Ave Marija, zdrava Marija, milosti polna, ne boj se. Daj to torbo malo tam nekaj. Ne boj se, pravi. Zakaj pa se je ona ustrašila? A je bil tako grozen angel ali kaj? Zakaj se je ona ustrašila? Pozabil sem što, zabeskati. Ker se je na vsem lepem kar prikazal. Malo pa jo je prestrašil, ne? Ampak še bolj jo je pa prestrašilo to, da bo ona spočela, da bo ona dobila otroka. Čeprav ni bila še poročena. To je groza, a ni to grozno? Presenečenje totalno. Ampak kako je ona to sprejela? Kaj je rekla? Bravo, bravo, Loro. Zgodi se mi po tvoji besedi. A veste, da ta beseda, zgodi se, ta odgovor, ni edinkrat v tem svetem pismu se ne nahaja. Ona se je, ta zgodi se, ta odgovor, navadila od nekoga drugega. Kaj smo rekli, da je ona delala med tem, ko je angel prišel? Mislim, potem najprej je pometala po hiši, a potem je pa molila. Poglejmo, kdaj se prvič pojavi v svetem pismu tale besedica, evo, čisto na začetku svetega pisma. Kaj je tole? A vidite? Stvarjenje. Kdo je ustvaril? Bog je ustvaril. A veste, kaj je prva stvar, ki jo je ustvaril? Kaj mislite? Še pred vesoljem. Najprej je ustvaril svetlobo, to, da je dan. Najprej je ustvaril luč, zato da je sploh videl, kaj bo ustvarjal. Rekel je, bodi luč, zgodi se luč, naj se zgodi. To je prvič, ko se pojavi ta zgodi se v svetem pismu. On je hotel, da se vse to zgodi. In pogledajte okrog sebe, kaj vse imamo. Vse je ustvarjeno. Bog je vse ustvaril. To čudovito Poljansko dolino, pa včeraj smo hodili pa gledali zvezde, on jih je ustvaril. Pa vodo, on jo je ustvaril. Zemljo in nebo, on ga je ustvaril. Pogledajte okrog sebe, tvoje bratce in sestrice, starše, prijatelje, on je vse ustvaril. On je tisti, ki ustvarja. On je rekel, zgodi se. On je hotel, da se vse to zgodi. A ni to nekaj čudovitega? On nas hoče imeti. Mi smo zelo zaželjeni. In ker je Marija molila, je tudi ona spoznala, da je tudi ona ljubljena, da jo ima Bog rad, da jo on hoče imeti. Zato je sprejela ta Božji načrt. Čeprav ona ni v osnovi pričakovala tega. V svetem pismu piše, da je bila zaročena in tisti, ki je zaročen, tisti ima nek načrt. Kdor je zaročen, ima že splanirano, kako bo živel. Ona pa je spremenila svoje načrte, zato ker jo je Bog povabil, ker jo je Bog po angelu poklical drugače. Torej, Bog je rekel, zgodi se, Marija je rekla, zgodi se, in od Marije se je ta zgodi se navadil še nekdo. Še nekdo je rekel, zgodi se. Kdo je rekel Jezus? Kdo je rekel še zgodi se? Jezus je rekel, zgodi se. Kdaj pa je to rekel? Dobro, na križu, blizu smo, ja, še kakšen predlog? Tle imam 3 fante, ki so dejansko razturajo vse. Ja, malo pred križem, kaj se je zgodilo? Kje se je on nahajal?
na gori, na Oljski gori. On je molil na Oljski gori in je videl, kaj ga čaka. Vedel je, kaj ga čaka, da bo trpel. In se je tudi on ustrašil. Ampak ker je poznal očeta, ker je poznal Boga, ki nas ima vse zelo rad, je rekel, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Zgodi se. Evo, 3 zelo pomembne osebe so že rekle, zgodi se. Bog je rekel, zgodi se. Marija je rekla, zgodi se. Jezus je rekel, zgodi se. Joško, kdo moreš? Joško je rekel, zgodi se. Joško, kdo moreš reči, zgodi se. Pridi. Gražena mora reči, Gražena pusti otroka pri miru. Dež pada. Pridno. Kap me je. Tako, zdaj bomo pa slišali, kako je Gražena slišala en glas od enih ljudi, od enih mladih ljudi, ki je bila dol v Afriki. Gražena, pridi, boš videla, boš povedala to, kako si ti slišala en glas, pa kako si pomagala. A vas zanima? Zelo zanimivo je. Zelo zanimivo je. A te je kap? A tebe tudi kap? Ja, čudovito se sliši. Mogoče nekdo od vas že slišal to zgodbo, mojo zgodbo, ko sem bila v Afriki. Je bila vojna tudi, to je bilo zelo težko. Je bilo veliko otrok, ki so zgubili starše in tisti otroci so bili lačni. In enkrat grem na cesto z upanjem, da kupim za svoje otroke nekaj, ker sem imela 150 otrok v Kongo. In naenkrat slišim, mama, 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 kupi nam kruha. In jaz gledam na levo, na desno, nobene mame, samo sem jaz. A za mano toliko fantkov, od 3 let mogoče do 14, bosi, raztargane, umazane obleke, z noska teče, lačni. In tam sedel, tukaj, ko je Luka, sedel en fant in prodaval take bagetke in imel margarino. In jaz sem tim otrokom plačala kruhek, oni so bili srečni, jaz tudi srečna, da smo šli. In vsakrat, ko sem šla v mesto, z upanjem spet, da kupim nekaj za naše otroke v vrtcu, več čas sem si šla, mama, kupi nam kruha. Ampak enkrat grem in slišim spet, mama, mama, kupi nam kruha. Maman, achète-nous du pain. In jaz, achète-nous du pain. Maman, achète-nous du pain. To we francoščini oni to kličali. Poslušajte, jaz roke v žepek in nemam denarja. Ampak vidiš otroke, ki so lačni in nemajo nobenega. Ampak sem se spomnila na mojo otroške leta, ko smo imeli čudovitega strica in ta stric nam kazal take čarodeje in takrat jaz sem se spomnila na to. In sem rekla, poglejte, koliko imam prstov? Koliko? 6? Koliko? 5. Bomo šteli. 1, 2. No, še enkrat v francoščini bomo. 1, 2, 3, 4, 5. Še enkrat vsi. 1, 2, 3, 4, 5. In poglejte, kaj naredim. Odrežem si prstek. Sem naredila to. A vsi vidijo? Vsi vidijo prstek? No, potem seveda otroci, tisti otroci so se ustrašili, 4 korake nazaj so dali. No, ampak počasi spet prihajali. No in še enkrat, odrežem prstek. Še enkrat. Kristjan, pridi.
pri tebi. Spet ga odrežem. A vidite to vsi? Vsi vidimo. Ja. No in poslušajte, kaj se zgodilo naprej. Naprej se zgodilo to, da spet enkrat grem. A še imam vprašanje. A mislite, da so bili lačni še naprej? Seveda. Ampak grem čez kakšne 2-3 dni spet zunaj in slišim, mamo, kup ledva. Nikoli več niso klicali za mano, kupi nam kruha, ampak odreži prstek. In jaz sem bila presenečena zelo in sem rekla, Jezus je že rekel, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsakej Božje besedi. Ampak tudi od prijateljstva, od lepega pogleda. Poglejte, kako Kristjan nas lepo gleda. Poglej mene. Ja, a nie čudovito ta pogled. Potem od tego, da pomagaš niekomu, podaš roko, powiesz, kako si čudovit, kako si lep, kako si lepa. Mamici se zahvališ za kosilo, za zajtrk, za to vse, kaj dela, očku tudi. Vidite, človek ne živi samo od kruha i ja sam se tego še bolj naučiła. I ko Kristjana imamo še tukaj, nekaj pokažemo. Kristjan, ty boš moj otrok iz Afrike i tako mnie pobożasz i upraszasz, czy se umywam. Upraszaj. A ty se umywasz. Na glas. A se umywasz. Ja se umywam. A veliko se umywasz. A veliko se umywasz. Ja tak kratko je voda, to še res veliko, ampak ja, i še enkrat. A veliko. A veliko. Se umywasz. Umywasz. Ta otročiček je bil črn seveda. I kaj on hotel povedati? Kaj on hotel vedeti? Če on bi slučajno se umyval, a bi postal tudi bel? Seveda, da nie. A ja sem mu rekla, poslušaj, moj dragi Kristjan, ty si že oblečen v tako lepo kožiko, lep si tako, kot si, čudovit si, kot vsi od nas smo čudoviti. A na konec lahko zapojemo še? Joško, prosim lepo, zapojmo. Aleluja, ha, 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 Jezus me ljubi. Aleluja, ha, 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 Jezus nas ljubi. Aleluja, ha, 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 Jezus nas ljubi. Aleluja, ha, 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 Jezus nas ljubi. No, hvala lepa. No, ja. Danes bomo šli mi na en lov, a ste za? A gremo na lov? A ste zihar? A ste čisto zihar? A ste čisto zihar? Ok, pa pejmo. Stop! Kaj je to? Koruza! A gremo čez? A ste zihar? A ste čisto zihar? A ste čisto zihar? Ok, pa pejmo. Stop! Kaj je to? Blato! A gremo čez? A ste čisto zihar? A ste čisto zihar? A ste čisto zihar? Ok, pa pejmo. Čisto zihar? Ok, pa pejmo.
prekositi, nekega dne začela je piti kruh, kruh, začela je piti kruh, kruh, začela je piti lubenica, okrogla dekela, najmočnejša, hotela je biti, vse okoli sebe hotela prekositi, nekega dne začela je boksati, boks, boks. Dober dan. Ja, v naš delavnico dela lune venčke, ki se jih plede, pa jo približno toliko zlijali. No, po mojem sta tele najlepši, pa tudi mrva se jih treba pomatrati, pa lepi ratajo. No, pridite k meni, se splača. Ja, mi pa delamo venčke na plošči. To so ful enostavni venčki, ful so lepi, ta je ful lep, lahko vidite. Ful jih je na easy narediti, ni preveč zakompliciran. Lahko pridete k nam, ful bo fajn. Jaz pa ne vem, Blaž, imaš ti kakšno idejo, jaz rabam nekaj, da mamin presenetil, ni tak lušten venček, ali pa vsaj sam tak zeleno broč. Imaš ti en lep venček iz mahu narejenega. Pa čist simpel za narediti, ne pa ful hiter. Okej, otroci, če imate kaj radi venčke iz mahu, pa da so hiter, simpel, taki lepi. Ta rešica še ni do konca narejena, ampak jaz verjamem, da bomo skupaj vse naredili. Hvala lepa. Ja, no, mi smo pa jaz, pa Laura, pa Luka, pa še kakšen pomagač bo. No, in mi bomo naredili avtovenčke. To bo zgleda tako, da bomo eno dilco, pa bomo gor nalepili tako pomaranče, kot gume. In pa bomo tako tukaj dali tako 4 sveče, da bo pač kot havba, nekako to, pa malo mah, pa malo krasili in bojo ful lepi avtovenčki. Tako da pridite. Locked